Evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Pod noč tistega dne prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred ljudi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: Mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj je Jezus spet rekel: Mir vam bodi. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: Prejmite Svetega Duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Tomaža, enega izmed 12, ki se imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: Gospoda smo videli. On pa jim je rekel: Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. Čez 8 dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: Mir vam bodi. Potem je rekel Tomažu: Položi svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž mi je odgovoril in rekel: Moj Gospod in moj Bog. Jezus mu je rekel: Ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo. Jezus je v pričo svojih učencev storil še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi. Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji sin, in da bi s tem, da verujete, imeli življenje v njegovem imenu. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Današnji dan je tisti dan čez 8 dni. Od vstajenja čez 8 dni, prva nedelja po veliki noči, ob sklepu velikonočne osmine. In ker so novokrščenci v prvih stoletjih prišli po enem tednu k sveti maši v belih krstnih oblačilih, so ljudje poimenovali to nedeljo Bela nedelja. 8 dni. Ali velikonočna osmina. Kako so kristjani že zgodaj čutili, 7 dni je življenje na tem svetu, tudi stvarjenje, in lahko bi rekli, 7 dni je doba našega zemeljskega življenja. Od časa pred rojstvom, rojstvo, otroštvo, šola, potem pa služba, ustvarjanje družine, potem pa zrelo obdobje in 8. dan, to je današnji dan. Pa poveličanje vsega, prehod v večnost, v polnost življenja, tisto, kar je tudi praznik velike noči, praznik življenja. Zato so tudi kristjani od nekdaj praznovali veliko noč 8 dni. Tako velik dan, da se ga ne da skrčiti v samo en koledarski dan, ampak v ves teden. V zadnjem obdobju
imena bele nedelje imamo tudi ime Nedelja Božjega usmiljenja. To je postavil sveti papež Janez Pavel II. Prav na belo nedeljo leta 1993, ko je poljsko redovnico Faustino Kovarsko razglasil za blaženo. Leta 2000, tudi na belo nedeljo, pa za svetnico. In prav po tej sveti redovnici smo dobili številna sporočila in Jezusovo prošnjo, da bi se priporočali Božjemu usmiljenju. Še pred leti sem razmišljal, kako da je ravno ta 9-dnevnica Božjega usmiljenja od Velikega petka pa do današnje nedelje umeščena na velikonočno osmino, preko praznika Velike noči, poznanja praznik veselja, življenja, radosti, potem pa ta molitev Božjemu usmiljenju, tako da se te stvari nekako ne povezujeta ali nekako gresta vsak svoj pot. In sem razmišljal, kako je dejansko usmiljenje. Ali je usmiljenje samo neko čustvo človeka? Ali usmiljenje, da se mi ne bo smili, pa mi je hudo. Pa pustim pri miru stvari, pač ko je. Usmiljenje ni samo neko čustvo ali neka držanih spomin. Usmiljenje je dejavnost, je aktivnost. In Božje usmiljenje ni neka stvar kot drža pogled, misel, ampak dejavnost Boga. Ali se ni največja dejavnost pokazala ravno s tem, pa je to kruta stvar, ko je Bog dal lastnega sina v smrt, da bi mi preživeli. To je dejavnost Boga. Tudi ta dejavnost Boga se kaže na današnjo nedeljo, ko smo slišali v Evangeliju, kako je prišel Jezus k učencem in jim je rekel, mir vam bodi. Ta dejavnost je dejavnost usmiljenja. Bog čuti s temi ljudmi, prestrašeni so, obupani so. In na večer vstajenja jih pozdravi, mir vam bodi. Večer je težka stvar. Zjutraj gre še ne tako dan v svetlobo, zvečer pa nas stiska. In v tem prvem obisku ni bilo Tomaža zraven. Kasneje so mu povedali, da so videli Gospoda. In Tomaž je rekel, če ne vidim ran, če ne dam prsta dale, če ne dam roko v njegovo prebodeno stran, ne bom veroval. Tomaž ni lahkoveden človek, ki ga vsak vetrič premakne, kar ljudje govorijo, vse bom sprejel, ne. Tomaž hoče zanesljivost. Vse morda poznate, kako se Tomažu pripisuje še en tak drugi pomen zaradi teh besed. Ampak če pomislimo na velikonočni dan, kakšno usmiljenje je držal apostol Tomaž, ko so bili učenci obveščeni, da je grob prazen. Samo 2 učenca sta šla gledati. Peter in Janez skupaj sta tekla grobu. In ko je Janez videl grob prazen, je videl in veroval. Za Petra to še ni zapisano. Kaj pa ostali? Ostali so sedeli v sobi, zaprti, zaklenjeni. Ne, kmalu jih je zapustil Tomaž. Kmalu jih je zapustil Tomaž, ker zvečer ga ni bilo zraven. In nekateri razlagalci pravijo, apostol Tomaž je dobil novico, da je grob prazen. Zakaj ne bi šel v grobu? Grob je prazen, nima pomena. Tam ni nič. In nekateri pravijo, da je apostol Tomaž šel iskat Jezusa. V grobu ga ni, tisto je pustil pri miru. Kje je Jezus? Zelo verjetno ni iskal živega Jezusa, ker to še ni spoznal, ampak njegovo telo. Ali ni to drža usmiljenja, ko nekdo tako spoštuje
je s takim odnosom do nekoga, da tudi mu ni vseeno, kako je s telesom pokojnega. In je Tomaža iskal vso veliko noč. Jezusa iskal vso veliko noč, neuspešno. Zato, ker mrtvega telesa Tomaž ni mogel več najti. Pa ni vedel za to. Ampak Jezus je pa vedel za to iskanje Tomaža. In drugi teden, to je današnji dan, pride Jezus k učencem. Verjetno po enem tednu Tomaž spozna, da vsa njegova človeška prizadevanja ne obrodijo sadu in je prenehal. Prenehal z iskanjem Jezusovega mrtvega telesa. In ko pride Jezus k učencem, s pozdravom mir vam bodi, takoj izkaže usmiljenje Tomažu in reče: Tomaž, poglej moje roke in noge, pa dej prst v moje rane, roko dej v mojo stran. Ali ni to dejavnost usmiljenja do človeka, ki tako srčno išče rešitev? Kakšno usmiljenje? In kaj se zgodi? Apostol Tomaž je prvi med vsemi učenci, med apostoli, ki je izpovedal veroizpoved. Prvi učenec z veroizpovedjo. Kasneje so drugi sledili njemu, potrebovali so še daljšo pot kot apostol Tomaž, da so lahko izpovedali vero. In apostol Tomaž prvi izpove, se je kratka molitev: Moj Gospod in moj Bog. Prav v tem razmišljam, kako človek lahko doseže Božje usmiljenje, kadar prosi za to, išče, se prizadeva. Nikoli ne bo Bog pustil človeka kar v slepem iskanju in tavanju v tem svetu. Nekaj časa človek že tava, apostol Tomaž en teden. Drugi apostoli so potrebovali več dni, da so spoznali Jezusa, ki je živ, ki je premagal smrt. In današnja nedelja Božjega usmiljenja tudi nas vabi k tem, da bi iskali Božje usmiljenje. Po koncu pa misel, ki je lahko v tem času, ki ga mi živimo, zelo prisotna. Kakšen človek reče: Bog je dober in usmiljen, me bo odpustil, karkoli naredim, tak sem, takega me je ustvaril. Ampak usmiljenje je vedno na temelju pravičnosti. Brez pravičnosti ni usmiljenja. Današnji človek se tega malo zaveda ali čuti. Pred 100 leti je bila ta pravičnost, tudi kazen Boga, zelo približena človeku. Kar strah pred kaznijo in pred sodbo, danes se to odmika, stvari so kar dopuščene, ker je Bog dober in usmiljen. Ampak nobeden ne more biti usmiljen, če ni najprej pravičen. Se tudi starši poznate, če otrok naredi neko škodo, nekaj se uniči. Kdaj je lahko starš usmiljen? Če kar reče, vse je v redu, bomo že pospravili. Ne, to je popustljivost. To je dejansko drža, ko omogočamo, pa bo otrok še eno škodo naredil ali pa kakšno hudobijo. Če se pa pokaže, poglej, kaj si pokvaril, poglej, kakšen je strošek, kako boš to popravil. Majhen otrok nima ekonomskih možnosti, da to poplača. Nima znanja in sposobnosti, da to popravi. Ampak starš, ki je pravičen, mu pokaže, poglej, to se je zgodilo. Ker imam tebe rad, bom jaz plačal škodo. Ker te imam rad, bom jaz popravil to, kar se je zgodilo. In bo odpuščeno. To je usmiljenje, dejavnost. Potem, ko nekdo vidi,
kakšno stanje je povzročil s svojim življenjem v grehu. In tudi Bog tudi pokaže na stanje človeka, kako živi, kaj je narobe. In ko človek se zaveda in prizna krivdo, potem se lahko Bog izkaže usmiljenje po priznanju krivde, po zavedanju, kaj sem naredil. In današnji dan je tako velik dan, da je tudi Jezus razodel po sestri Faustini Kovalski, kdor bo v teh dneh, v tem času prosil za Božje usmiljenje v zakramentu svete spovedi, ne bo odpuščen samo greh, ampak celo posledice greha. To je pa tista časna kazen, ki nastane zaradi naše hudobije. Greh nam Bog odpusti, ampak posledice nas pa bremenijo. Nekatere posledice lahko popravljamo v življenju, če so materialne, ampak duhovne posledice je pa težko popraviti. In Božje usmiljenje nam na današnji dan razodeva tudi to, da Bog poleg krivde v svojem usmiljenju odpušča tudi in popravlja naše posledice greha. Kakšna velika Božja dejavnost. In Bog nas vabi posebno danes, priznajmo svoje breme greha, slabih stvari in prosimo odpuščanje. Kako velik dan je današnji dan, nedelja. Sedaj vas pa, tako kot je apostol Tomaž izpovedal vero, tudi mi izpovedamo. Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda,